Ravnokar se je zaključila skupščina družbe SCT, na kateri se je prvič zgodilo, da so mali delničarji uspeli s predlogom, namreč SCT bo tokrat razdelil celoten dobiček v višini preko 7 milijonov 100 tisoč evrov, kar pomeni, da bodo delničarji dobili dividendo, kakršne doslej pravzaprav niti nikdar niso. Hkrati pa je ta dividenda večja, kot je bila cena ob iztisnitvi malih delničarjev iz SCT-ja pred 2 leti. Tako da je to res velik uspeh. Veseli me, da je takšna modrost vendarle prišla tudi do tistih, ki so podprli nasprotni predlog, kot smo ga podali, torej da se tokrat celoten dobiček razdeli tudi tistim, ki so bili leta prikrajšani, se odrekali, nenazadnje tudi vlagali v to podjetje, da je takšen dobiček ustvarilo in ga ustvarja. Moram reči, da je od 696 delničarjev, kolikor jih je danes v SCT-ju, torej malih delničarjev, večina teh zaposlenih ali bivših zaposlenih in da imamo dnevno njihove obiske in negodovanja z tega naslova, tako da sem prepričan, da tokraten rezultat in uspeh bo za njih več kot razveseljujoč. Na drugi strani pa seveda tudi za naše združenje popotnica in vzpodbuda za prizadevanja, ki so seveda naporna, a vendar, ko obrodijo takšne sadove, smo lahko res toliko bolj zadovoljni. Katera dejanja oziroma kaj točno je botrovalo takšni odločitvi uprave? No, seveda smo aktivno v tej smeri delovali in si prizadevali zadnja 3 leta, tako v okviru družbe Delfi, kakor v okviru družbe SCT, se udeleževali vseh skupščin, dali predloge, izpodbijali sklepe. Kar se tiče iztisnitve iz družbe SCT izpred 2 let, še vedno poteka postopek pred sodiščem za določitev primerne denarne odpravnine. Kot rečeno, ta, ki je bila takrat izplačana delničarjem, ki so bili odslovljeni, iztisnjeni ali bolj rečeno razlaščeni, manjša, torej manj kot 27 evrov, medtem ko je danes 2 leti zatem sama dividenda enkratna omembe vredno višja od tistega zneska. Potrebno je tisto, kar je ustvarjeno, deliti in ne seveda nameniti samo temu, da se konsolidira lastništvo in prevzema družbo sredstvi ne same in hkrati na račun žuljev, delavcev in malih delničarjev. Kaj pa glede predloga za izredno revizijo? No, to je edina zadeva, ki danes na tej skupščini ni bila soglasno podprta, namreč mi smo zahtevali posebno revizijo, s katero bi se preverili posli družbe v zadnjih 5 letih. Žal, ta naša zahteva ni bila sprejeta, tudi iz proceduralnih razlogov, zato je v bistvu to edini sklep, na katerega smo tudi napovedali izpodbojno tožbo, hkrati pa si bomo prizadevali doseči posebno revizijo z sklicom skupščine oziroma naknadno po sodni poti, ki to tudi dopušča v primeru seveda, da bomo pridobili dovolj pooblastil delničarjev oziroma zadostno odstotek v lastništvu družbe. Skratka, zahvalil bi se delničarjem SCT-ja in prej Delfija pred njegovo pripojitvijo SCT-ju za zaupanje, ki so ga izkazali Vseslovenskemu združenju malih delničarjev skozi dajanje pooblastil v teh letih. Seveda pa izražam tudi željo, da bi se tudi v drugih družbah stvari odvijale na ta način in vendarle prišlo do ugotovitev, da so vsi sadovi, vse dobrobiti namenjene samo peščici, pač pa da je treba deliti z tistimi, ki so pomagali soustvarjati, tako v lastniškem smislu, kakor seveda v smislu tistih, ki vsakodnevno z neposrednim delom pomagajo soustvarjati dobičke. S katerimi partnerji vse pa ste dosegli drugačen odnos do malih delničarjev? No, znano je, da smo v naši konstruktivni drži pripravljeni na pogovore z vsakomer. Na konkretni skupščini me veseli to, da je bila podpora takšnemu sklepu dana praktično soglasna, torej 100-odstotna. Sicer pa v drugih primerih sodelujemo z vsemi tistimi, ki so pripravljeni z zasledovanjem sorodnih interesov, izhajajočih iz poslanstva združenja, sprejeti tista načela, po katerih delujemo, torej jasno, zaščititi
zaščita interesov in premoženja malih delničarjev, tistih, ki so praviloma bili izigravani in vse prevečkrat ostajajo v že tako mizernih pogojih, še brez tega, kar so imeli in na kar so računali za hude dni in za slabe čase. Na kakšen način je pa botrovala tej odločitvi akcija Čista lopata? Je tu kakšna povezava? Se je stanje spremenilo? Akcija Čista lopata je bila z vidika delovanja in prizadevanj Vseslovenskega združenja malih delničarjev dobrodošla le v toliko, da nismo bili več edini, ki so se drznili pred to akcijo reči predsedniku upravnega odbora SCT-ja, gospodu Zidarju, ne, in tudi peljati postopke, ki mu niso bili po godu. Večkrat smo bili upozorjeni na to, da če česa se nam pač tega ne kaže lotiti iz naslova Združenja malih delničarjev, mi smo seveda skladno z našo držo in z našim ravnanjem tudi v tem primeru ravnali popolnoma enako kot v drugih podobnih situacijah, kjer nimamo upravka s tako pomembnimi pravzaprav centri moči ali pa vplivnimi krogi in tudi posamezniki. No, nekaj zatem je prišlo tudi do te akcije in če me sprašujete o njej, jo lahko ocenjujem v tem kontekstu. Seveda je pa vse ostalo stvar in prepuščeno in v pristojnosti pravosodnih organov, ki upam in morajo tudi v drugih podobnih primerih hitro, učinkovito in pravično skladno z zakoni in dokazi razsoditi in temu primerno seveda tudi potem v primeru, da se izkažejo obtožbe za pravilne, tudi zadeve sankcionirati.